Živijo in zelo lepo dobrodošli na epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Zelo sem vesel, da ste z mano. Danes na epizodi, ki bo naredila pravico imenu tega podcasta, ki je pred zdaj že 4 leti nastal zato, da bi tehnike, s katerim lahko lajšamo vsakodnevne strese in iščemo neko novo ravnovesje, približal ljudem. Ne bomo govorili sicer samo o počitku, o lenarjenju, vendar današnja tema je čuječnost. Kdor spremlja moj podcast, je že več podcastov na to temo morda poslušal in jih bom tudi dal v povezave spodaj. Je pa ta prva, ki nosi prav tak naslov in kjer se bomo pogovarjali o tem, kaj čuječnost je, zakaj je to nekaj, o čemer se splača govoriti in prakticirati in kako nam lahko izboljša življenje. To je decembrska epizoda, če gledate v realnem času, kar se mi zdi pomembno, ker je januar, čas novoletnih zaobljub, čas sprememb, ki so, upam, da narejene vsaj z željo potem, da gre življenje na lepše in boljše. Danes je z mano Eva Požar. Ona je magistrica sociologije, učiteljica čuječnosti in coachinja na področju spolnosti, odnosov in ljubezni. Ta del, ki je tudi tesno povezan s prakso čuječnosti, kot boste slišali, je sploh zelo zanimiv in sem vesel, da vam ga predstaviva in nekako poveva, zakaj je tudi pri odnosih in pri seksu tako važno, da smo čuječi, kako nam lahko to pomaga in kaj so nekatere bariere in težave, s katerimi se vsi lahko srečujemo. Ne bom tukaj dolgovezel, da vas čim prej spustim v pogovor. Zelo lepo se zahvaljujem tudi današnjemu sponzorju, pokrovitelju epizode, firmi Neurot. To je vodilno evropsko podjetje za slušno akustiko in zaščito sluha. Ne samo, da sem hvaležen, da lahko snemamo v tako super studiu, da so mi to omogočili. Nasploh sem hvaležen tej firmi in sem zelo povezan z njo, ker so pomagali moji babici na izjemno kvaliteten in lep način, ko je prišlo do težav s sluhom. Tudi tukaj boste videli, nisem za brez veze izbral tega pokrovitelja, je neka povezava z motnjo sluha, s čuječnostjo, stigmo pri ljudeh, ki so starejši in ki se nenadoma začnejo umikati iz družbe. Malo več o tem bom povedal tudi tekom same epizode. Kakorkoli spodaj je tudi link do njihovega brezplačnega preizkusa sluha in do njihove spletne strani. Nasploh pa sem vesel, da se lahko v sklopu svojega ustvarjanja povezujem s takimi podjetji, v katera res verjamem. Tako da hvala Neurot in zelo sem hvaležen tudi svoji sogovornici, ampak ne bom se zdaj tukaj zahvaljeval na začetku. Rajši vas spustim v ta pogovor in boste po moje, sem prepričan, na koncu tudi vi hvaležni, da ste si ga danes zavrteli. Hvala lepa za vašo pozornost in uživajte v podcastu. Torej, čuječnost, Eva, je meni izjemno ljuba tema, ki posvečam velik del svojega življenja in to je po moje 4., 5. oddaja podcasta, ki se vsaj malo dotika te teme, ampak prva, ki nosi naslov čuječnost. A bi se ti, prosim, predstavila pa povedala, zakaj sem ravno tebe izbral? Zakaj misliš, da sem ravno tebe povabil na ta, bom rekel, pomemben pogovor? Kaj so tvoje reference? Dobro vprašanje. Mislim, najprej bi v bistvu rekla, zato ker sem se spoznala na TV kliniki. Ja, res je. Tako da sva tam imela že prvi stik. Na temo čuječnosti? Na temo čuječnosti, tako je. Drugače pa že več kot 10 let izvajam programe, delavnice, tečaje, odmike vodim v okviru Društva za razvijanje čuječnosti, tako da je že kar en velik del mojega življenja. Pa zdi se mi tudi pomembno, da imam ta izobraževanja iz čuječnosti v Veliki Britaniji, mislim se vseeno, ki je na koncu, ampak da so res strokovna izobraževanja, ki mi dajo neke temelje, na katerih potem delam. Se to me zanima, v bistvu ti si se, kakor razumem, si študirala psihoterapijo najprej. Ja. Oziroma najprej. Pač si študirala sočasno nekje. Sočasno. Ja. In a se med študijem že srečate s čuječnostjo, verjetno, ja? Ne, prav znotraj našega študija nismo imeli prav čuječnosti kot take. Takrat je še zmer bilo malo tako, ni bila še toliko aktualna, tudi beseda ni bila še toliko poznana, kot zdaj. Aha, dejansko. In potem si šla v Veliko Britanijo na dodaten trening.
Ja, tako. V bistvu je bila v Sloveniji, so v okviru IPSE, Inštitut za integrativno psihoterapijo, organizirali izobraževanje, ko je prišla učiteljica iz Walesa, prav iz Bangor univerze. Takrat smo naredili to osnovno izobraževanje, no? In potem so bili pač naslednji koraki, da narediš toliko programov, izvajaš, potem greš naprej. In potem sem šla tudi gorja za 2 meseca. Kako pa to zgleda, formalen trening učiteljev? Oziroma, rabiš kakšno predznanje, ali lahko to, kar nekdo reče, jaz bi bil pa učitelj človečnosti, pa se nekako piše? V bistvu rabiš, zdaj se ne spomnim, pol leta ali 1 leto. Zna biti 1 leto redne prakse. Kot terapeut že? Ne, kot redne prakse človečnosti. Aha, tako, ok, razumem. V bistvu moraš narediti 8-tedenski program človečnosti, MBSR, MBCT, in potem moraš imeti redno prakso, pol leta, 1 leto, in potem greš lahko šele na to prvo izobraževanje. A pa je to zdaj, a ne, če rečem, to je univerza, katera si rekla? Bangor. Ja, to prav, zahodni svet, ki je v osnovi vseeno, kar se izobraževalnih inštitucij tiče, se mi zdi sekularen, je sprejel torej to čuječnost, ki pa je vendarle iz budizma, kot psihološki koncept, a je tukaj vse te, bom rekel, religiozni temelji so bili nekako izpuščeni, smo jih pustili na vzhodu, ali se to upleta tudi v uraden študij človečnosti? Ja. Zen budizem, recimo. Ne? Ja, zelo dobro vprašanje. No, sami programi, ki jih učimo in ki so tudi v izobraževanju, tako kot sem že rekla, MBSR, MBCT, nimajo nobenega stika, so sekularni. Tako da se ne navaja nobenih budističnih učenj, učiteljev, ampak res bazira na psihologiji in na raziskavah in na ta način je pa res, da recimo, ko sem šla gor na izobraževanje, oni imajo več različnih, no imajo tudi magisterski študij v bistvu človečnosti, jaz nisem šla na to, sem šla v bistvu po neki poti, kad delaš različna izobraževanja in potem še vedno lahko prideš do tega certifikata, no, ki ga jaz nisem dobila na koncu. Ampak kar hočem reči, da so tudi temelji budizma eden od teh izobraževanj. In tudi ti učitelji, ki učijo, recimo imajo kakšni več, kakšni manj nekega budističnega ozadja svojih izobraževanj. Tako da se mi zdi pomembno poudariti, da še vedno temelji, na katerih stojijo ti programi, so v budizmu. To se mi zdi važno tudi nekako, jaz bi rekel, da to ni nujno, da poznaš, je pa zagotovo ne moreš škoditi, če veš, od kje prihaja, pa zakaj, a ne pa kaj je nekako bil kontekst, iz katerega smo vzeli vse te prakse, in to, da jih je Zahod tako pograbil, se mi zdi, da je že dokaz sam po sebi, da delujejo v tem našem stresnem svetu. A poveš samo to nakratko, MBSR, MBCT, si omenila te kratice, kaj to pomeni? Torej, najprej je bil Mindfulness-Based Stress Reduction, torej program človečnosti za obvladovanje stresa, ki ga je Jon Kabat-Zinn razvil v 90-ih. In ja, on je bil zdravnik, ki je potem, to je dejansko povzel iz Soto Zena, iz Insight meditacije, torej Vipassane, pa se mi zdi še enega drugega, še enega drugega področja. No? Tako da on je potem postavil ta program za bolnike, ki je videl, da jim ne pomagajo neke tradicionalni načini pri stresu, pri kroničnih bolečinah, kroničnih boleznih, in je potem to naredil. No? Potem kasneje so pa razvili še Mindfulness-Based Cognitive Therapy, tako da v bistvu povezavi s kognitivno terapijo, ki so pa naslavljali predvsem ljudi z izkušnjami depresije in anksioznosti. Meni je ena lepa stvar celotne prakse človečnosti to, da lahko veliko delaš tudi v resnici pol sam, ko nekaj osnove dobiš, ker se mi zdi, da v tem svetu je, terapeutov se mi zdi nikoli ne more biti dovolj, pa da najdeš enega, ki ti ustreza, pa da ima on vedno čas, pa da imaš redne stike, se to je vse super, pa se mi zdi, da je važno, ampak meni je toliko pomenilo to, da sem izoblikoval neko prakso, lahko sam in jo vadim še danes, in tu bi tudi ena od stvari, ki bi rad, da danes poslušalci grejo od tega podcasta, nam rekel z navodili, ampak z neko idejo, če koga prime, če bi probal, kje lahko začne, kako lahko nekako, kaj lahko prebere, kaj lahko pogleda. Tako da to imava nek tak, bom rekel, srednjeročni cilj, da skomunicirava. Omenila si certifikat, imaš pa ti certifikat iz izobraževanja Sex, Love and Relationship Coaching. To te bom zagotovo vprašal, kaj je povezava s človečnostjo, ampak mogoče, če poveš, kje si se pa to lotila tega izobraževanja?
To izobraževanje je bazirano v Ameriki, večina ga je bilo preko spleta, pa potem en intenziv smo imeli pa potem na Kostariki. No. Tako da, pa to je povezano bilo z čuječnostjo ali je to nekako ločeno, pa si pol ti najdla to, to prekrivanje. Okay. Mislim, da je skrajni čas, da poveva, kaj je to čuječnost. Mene ta definicija vedno malo haja, tako da bom te prepustil, da razložiš. Ja, mislim, ta neka osnovna definicija je namerno usmerjanje pozornosti v sedanji trenutek. In to pomeni na zavedanje dihanja oziroma občutkov, ki se ustvarjajo z dihanjem, pa tudi nekih telesnih občutkov, lahko je tudi zavedanje zvokov, misli. In zelo pomembno je pa, kako to počnemo. Da ni to samo nek fokus, ohranjanje fokusa oziroma vračanje, ampak da to počnemo z neko prijaznostjo do sebe, z sočutjem do sebe, z radovednostjo, odprtostjo do izkušnje take, kaj je. Ja, to je, jaz sem slišal enega, na enem izobraževanju o čuječnosti je en učitelj rekel, da ravno to, kar si rekla, ne, ta pozornost, ki je zdaj v tem trenutku, da je prijazna in odprta, se pravi, da ne moreš čuječe nekoga oklofutati. Lahko si tako zelo prisoten, ampak da to pač ni čuječnost. Namerno, si rekla, namerno usmerjanje. Namen je zelo važna stvar. Z namenom se začne. Zakaj to pravim? Ker se mi zdi, da marsikdo začne, recimo posluša tak podcast, pa reče, zakon hudo, jaz bom začel zdaj meditirati in pol nekako 3 dni proba po 5 ali 10 minut na dan sedeti, pa dihati, pa vaditi in 4. dan si reče, kaj jaz delam pač tle, ne? Zakaj sedim na tle, mislim, toliko imam za nares, lahko bi se sal, lahko bi whatever, ne? Ja. Namen je tisto, kar je nekako gonilo tega, kar počneš, ne? V življenju nasploh se mi zdi, da veš zakaj. Ti se še spomniš, zakaj si se začela s čuječnostjo, zakaj te je potegnilo to? Mislim, moj začetek je tak mal, je v bistvu me našla praksa. Nisem jaz prakse našla. Na Danskem sem šla, mislim, da sem bila stara 22 ali 23 let, slučajno v neko skupino, ki so meditirali v parku v krogu. Kar tako si prišla zraven. Nekdo me je povabil, takrat, ko sem bila tam. In sem rekla, in mi je bilo tako domače se mi je zdelo. Ne? In sem ohranila stik s tisto osebo, ki je vodila tisto meditacijo in ne vem, leto kasneje sem bila v Indiji in sem šla delati za neko neprofitno organizacijo in stvari so šle zelo narobe in vsi plani so se mi porušili, nisem hotela potovati in potem je ko sem ostala v stiku s to osebo, ki je vodila, tam je rekel, pa zakaj pa ne greš na to vipassano od Goenke, to je pač posebna, sta 2 različni, no, karkoli, za 10 dni v tišino in sem rekla, pa zakaj pa ne, čas imam. In sem šla brez, da bi karkoli vedela o tem. Edina prejšnja izkušnja je bil tih skrok na Danskem. Ja. 10 dni v tišino. 10 dni v tišino, sedeti 10 ur na dan, noben ni govoril angleško, mislim, bilo je 40 stopinj, mogoče 35, ampak to je bila moja prva izkušnja. Intenzivno kar, ne? Ja. Jaz si kdaj želim 10 minut tišine, kot oče 2 otrok. Ja. Si jih ne najdem. Ampak to so te retriti, oziroma ti si rekla odmik, kako se prevede. Ja. Ker se mi zdi taka intenzivna izkušnja marsikomu v bistvu noro bolj naporna, kot pričakuje. Če si predstavljaš, da recimo že en dan brez ekranov, da bi probal samo biti takrat prisoten, ampak brez skrbi za prakso ni treba, da greste v tak ekstrem. Ja, moj namen je bil pa takrat, da bi boljše spal. Ne? In veš, da sem najprej bil malo demotiviran, moram reči, ker sem se začel učiti čuječnost, da bom dobro zaspal. In je bila ta prva lekcija, kot si ti rekla, zdaj pa sprejmi to. Ne? Ti sprejmi, da pač slabo spiš. Da včasih si utrujen in sprejmi to utrujenost in sem jaz rekel, čakaj ne. Kaj bom zdaj tle sprejemal? Jaz bi rad, da se to neha. Ja. Tako da, kaj je zdaj tukaj? To imam veliko vprašanje, med drugim na izobraževanjih. Človek reče, če bom jaz sprejel stvari, pol jih ne bom spremenil, a pol pomeni, da bom jaz zavedno depresiven, da bojo na svetu krivice. Kakšen je odgovor pol na to kritiko občutka sprejemanja? Ja, beseda sprejemanje je tudi znotraj prakse čuječnosti taka zanimiva in tudi kompleksna. No? Ker ne gre za sprejemanje stvari, ki se dogajajo, tudi od zunaj. Če nekdo kriči na mene, ni namenjen, da jaz to sprejmem. Ampak gre bolj za sprejemanje izkušnje take, kaj je v tistem trenutku.
Ne, in kad ti govoriš o tem, da nisi mogel spati, to je bila tvoja izkušnja v tistem trenutku. Je bila že tam. In spremeniti je nisi mogel, sploh s tem, da si želel, da bi se spremenila. In gre za sprejemanje teh naših notranjih doživljanj, ki recimo ne moramo čustev ustaviti, ali pa ki sem jezna, ali pa ki me je ful strah. Ne moram zdaj pa nočem več, da me je strah. In to lahko še intenzivira to, tako kot si predstavljam, da je pri tebi bilo še težje zaspati, ker si hotel, da bi se to zgodilo. Odrivaš to, ne? Ko vsaj ne bi, ko vsaj bi, če bi jaz le znal zaspati, koliko si želim. Ko nekako sprejmeš, to tudi neka človeška izkušnja postane, se mi zdi. Ne? To, da včasih pač človek ne spi, včasih te kdo najuri, pa nisi kriv, včasih je posoda umazana, jaz to rečem tako, ne? Če imaš umazano posodo v lijaku, lahko kričiš na njemu, kar hočeš, pač moraš začeti pomivati. Ne? Se pravi, prej, ko boš sprejel situacijo, nekako lažje ti bo. In pol ta pozornost na ta trenutek, usmerjena na tukaj in zdaj. Nekje sem prebral enega, ki je napisal, jaz bi bil prisoten v trenutku, sam ne točno v tem trenutku, jaz bi bil na morju, jaz bi bil nekje na dopustu. Ja. Kaj so prednosti tega, da si bolj prisoten? Mislim, ta neka glavna stvar, ki mi zdaj pade na misel, je to, da imamo več izbire. Ne, da, če se jaz zavedam, da me je recimo strah ali pa da sem jezna, da lahko to opazim, občutke v telesu, da ne reagiram na hitro, ne, in mi je pol za to žal. Ali pa da sledim oziroma se prepustim nekemu toku misli katastrofiziranja, ki me pelje v še večje reakcije telesa, ampak da lahko opazim, kaj se dogaja in imam izbiro tudi prekiniti ta tok misli, mogoče, ne vedno, ampak ne, imam več izbire. Ja, to je tako važno. Tukaj imam dve stvari, ki bi se navedel. Najprej je ta krasen izraz Viktorja Frankla, ko je rekel, med držljajem in odzivom je prostor, ne? In v tem prostoru je svoboda. In moj primer, ki ti ga lahko povem, je, in to jaz sem prepričan, da si marsikdo zelo lepo lahko predstavlja, ko imaš cel dan ljudi, ki hočejo nekaj od tebe v službi, recimo jaz sem tudi do večera, pa urgenca, pa medicinska sestra, pa pacienti, pa vsi. In nekako si ti se brzdaš, ne? Ker tam ne moreš, nekako se ti zdi ne fair, pa ni profesionalno, da tam začneš nekaj težiti, pa se dret. In pa priješ domov, se sprostiš in greš s hčerko in umivati zobe in ona si malo predolgo umiva zobe in ti si tako, pa daj nekaj, greva spat, kaj zdaj? In se pravi, do osebe, ki jo imaš najrajš, v tistem trenutku v glavi imam še službo, v glavi imam še izvide, ona si tam ščetka, jaz nisem v bistvu z njo sploh pri tem ščetkanju, sam vem, da nočem sprejeti tega, da sva še tu, jaz hočem, da sva zdaj že v tem sobi, pa ona je v pižami. In tle, ki bi se najbolj mogel opaziti to stisko, opaziti to, da ti vre, da boš zdaj eksplodiral, ti nekako greš v avtopilota, se je samo uspavanje, tako kot vsak večer. Ona me recimo cel dan ni videla, ampak sej to bova zdaj hiter. In tukaj je važno, da opaziš, to, ko si rekla, se pravi, opaziš, da te ni, opaziš, da nisi prisoten. In ko si prisoten, boš mogoče videl to, da se ti brbota in da boš se začel dreti ali whatever in boš to pač ustavil. Ne? Ja, mislim, to je ena možnost, ampak hkrati smo ljudje in tudi, če prakticiramo čuječnost, se to lahko zgodi. To je važen poudarek. Ja, in tukaj se mi zdi pomembno, kaj pa lahko takrat naredimo. In tukaj je pa to, da se ne kritiziramo še dodatno, da si rečemo, ok, težek dan sem imel. Ne? In da potem to sočutje do sebe lahko razvijam, namesto da še dodajam temu, kar je že tako težko. Ne? To je zelo dobra poanta. Jaz sem imel tudi tukaj na podcastu Ljubico Marjanović, zaslužno profesorico na temo otroške psihologije in sem mi ravno to rekel, mene je pa tako, imam slab občutek, da bo moja hčerka zdaj razvila neke stresne odzive, motne, ker jo jaz kdaj tako nekako znorim. In je ona takrat rekla, da pač tudi pri otrocih in pri nekak razmerih je važno prvič, kaj delaš večino časa in drugič tudi odziv na to. Če oči tam ven pade, pa pol reče, oprosti, res sem imel težek dan, ni bilo prav, da sem se zdrl nate in greva, kot pa da se, kot si rekla, umakneš v sobo, pa začneš, še sem slab starš, še to mi ne gre, vse je narobe, ker neki, še to umivanje, to se pa sočutje do sebe, pa nek iskren odziv, ker čuječnost je tudi pri komunikaciji zelo važna. Se mi zdi, da se veliko ljudi pogovarja z telefonom v roki in tako. Ja. Kakšno je to sporočilo? Mene že tako, če se s kom dobim, imeli smo enkrat vaje, vem, na faksu in sem si hotel delati zapiske na
tablico, mislim na beležko, pa sem jo pozabil doma in pa sem si delal na telefon. Meni bo to grozno, jaz sem skozi malo tako imel obrnen telefon, da je mentor vedel, pa tako kao. Zato, ker mene bo toliko neprijetno, ko je on govoril, tipkat, že to sporočilo, nekako, da nisi tle s človekom. Ja. Ok, pozornost kot osnova čuječnosti. Pozornost, vprašanje, kje je moja pozornost? A se ti zdi, da se vsak dan zadostkrat to vprašamo? Ne moram reči za druge. Ti se najbrž? Ja. Mislim, ne, tudi jaz bi rekla, da se premalokrat, vednokrat se lahko večkrat vprašamo. In včeraj v bistvu sem se pogovarjala točno o tem svojo supervizorko, ko imam za učenje čuječnosti, da so točno ti trenutki, kje je moja pozornost in odločitev, da bom jaz zdaj namenila pozornost točno določeni stvari, osebi, ne, da je to tudi zelo pomembno. Da ni, zdaj sem pozorna, da so moje roke hladne. Ne, da v bistvu se jaz odločim, da bom naslednjih 15 sekund, ne vem, pogledala tisto rožo in bom videla barvo in kakšne konice ima, da je ta odločitev spet nek namen v ozadju. Tako, nek namen v ozadju in da je to tudi zelo pomembno skozi dan, da se ustavimo, da začutimo, ne vem, stopala na tleh. Ne? In temu se reče v bistvu meta pozornost, ne? Se pravi, pozornost nad tem, kje je tvoja pozornost na nek način. Se pravi, da veš, da te je odneslo. To vsak začuti, ko se z nekom pogovarjaš in kar naenkrat se zaveš, ne vem, kaj je govoril, če sem v večeri. Ampak prej, ko nastane boljše in ena raziskava povezuje prakso čuječnosti in ta moment meta pozornosti z nižjim tveganjem za Alzheimerjevo bolezen, to sem bral pred kratkim, bom dal tudi spodaj v opis. Eno vprašanje imam, ki sva ga že malo začela odgovarjati, ki se mi zdi važno za ljudi, ki gledajo ta podcast tudi za neko motivacijo. In sicer, na kak način nam bo praksa čuječnosti pomagala v vsakdanjem življenju. Ja, mislim, nekaj tega sva že nagovorila, ne? In sicer je že sam to, da se zavedamo sebe in tudi recimo udeleženke o tem poročajo, da se sploh niso prej zavedali nekih svojih notranjih čustev, občutkov in je že sam to zavedanje, tako se neka možnost, da potem, da izberemo drugače, ne? Da konec koncev izberemo, kako živimo življenje na dnevni ravni. Zdaj, to je tako zelo široko, če grem pa na bolj specifične neke raziskave in tako, je pa čisto na fizični ravni spreminja telo. Čist v možganih, ne, ta del amigdala, ki je odgovoren za te stvari, ki nas je strah, da fizično se manjša z prakso čuječnosti. In to pomeni, da imamo več prostora, da ko se nekaj zgodi zelo hitro, da ne reagiramo tako burno. To ne pomeni, da ne bomo reagirali takrat, ko bo naše življenje res ogroženo, ampak da takrat, ko ne bo, kar je v tej družbi, v kateri živimo, dostikrat imamo občutek, da je življenje ogroženo, v bistvu pa gre za neke družbene delovne odnose, ki nam sprožajo to. Takrat pa dejansko potem so odzivi manjši že v osnovi. Že zaradi tega, ker se spremenila velikost amigdale, če tako rečem. No. Ja, to je seveda iz tega, da si manj reaktiven, da se manj zadiraš, so odnosi boljši lahko, služba. Ampak to, kot si rekla, redko kdaj, mislim dejansko, če pomisliš nazaj, kdaj si bil res v stresu nazadnje, je to redko zaradi nečesa, ki sedi pred tabo, stoji in te ta trenutek ogroža. Ponavadi si šel naprej ali pa nazaj. Kaj bo jutri, kaj imam naslednji teden, kaj imam naslednje 3 mesece za narediti. Ali pa nazaj, kaj sem že rekel takrat, zakaj sem tako neumno to povedal, zakaj sem tisto objavil. Se pravi, ko greš od trenutka, se mi zdi, višji je stres, to je tudi en od argumentov, da je dobro biti prisoten. Ja. Pa grajenje vzorcev, ne? Tukaj mogoče kar takoj poveva, da možgani so plastični, ne? Ti si omenila to neuroplastičnost amigdala. Ne pomeni, da bo zrasel nek tumor ven iz možganov, če boš vadil, ampak povezave, ki se tvorijo, so različne. Že nekdo, ki je pianist, recimo, na precentralnem girusu, to je ta za motoriko, ima več povezav kot jaz. In neuroplastičnost, se pravi, ena važna stvar, ker te bom pol vprašal, kako se vadi čuječnost, in to je, da ni dovolj, to kot pri vsaki vaji, tudi po fitnessu, ni dovolj, da razumeš, kaj je to čuječnost, da razumeš, kaj je to počep v fitnessu. Če hočeš prednosti, moraš vaditi to. Da se ti pač spremenijo dejansko poti, ki si jih morda leta in leta v možganih oblikoval.
Ja, jaz tudi rada recimo dam primer kondicije. Ja. Če hočeš začeti hoditi v hribe, ni dovolj, da razmišljaš o tem, pa tudi ni dovolj, da greš enkrat. Ne? Ampak je treba redno hoditi in potem, če nehaš hoditi, bo kondicija tudi šla. In je v bistvu to ohranjanje kondicije tisto in s tem prakse čovečnosti, ki dejansko naredi razliko. Ja, mene kdaj kdo ustavi, pa mi reče, enkrat sem si nalagal neke makarone v termah, tam v skupni večeri in mi je en rekel, vi ste tisti, ki je napisal knjigo, dajte mi povedati, kako biti miren. Kao, dam ti 20 sekund. In to se mi zdi tako nespoštljivo do te ideje, a ne nekak neuroplastičnosti, se pravi, možgani tisto, kar bereš, razmišljaš, vadiš, utrdijo. Dober primer je to, kako kupaš nek nov avto in kar naenkrat je cela Ljubljana polna tega avta, tega modela, te barve, a ne. A je res 500 ljudi kupili ta avto, zdaj ta trenutek, ali enostavno možgani zdaj, ker si ti pač toliko fokusiral v to, prepoznavajo, a ne, bolj jasno prepoznavajo te avtomobile. Se pravi, vaja, mislim, blazno važna. Kako pa se vadi? Ja, zdaj, če vzamemo te neke formalne prakse, ne, v okviru teh programov, ki so pregled telesa, kjer se v bistvu gre s pozornostjo po delih telesa in se opazuje, kaj je tam prisotno ali odsotno v občutkih. Potem je sedeča meditacija, in seveda vse te stvari se lahko izvajajo v različnih položajih, ne pomeni, da zdaj sediš, ampak načeloma je v sedečem položaju, kjer gre za zavedanje, oziroma opazuješ občutke pri dihanju, občutke v telesu, tudi zavedanje zvokov, tudi misli daš v spredje, pa lahko opazuješ, kako se pojavijo, kako zginejo. Tako da ja, na tak način. No, je pa tudi te dve vaji sta nekako v mirovanju, potem je pa tudi čuječa hoja, ki je tudi v bistvu formalna praksa, ki posvetiš mogoče pozornost malo bolj v stik pod plato s tlemi, pa spet gre za občutke v telesu, za občutke v gibanju. Ne? Pa tudi samo recimo čuječe raztezanje je del tega. Vedno je vračanje v telo, vračanje v občutke v telesu, ki so v tem trenutku. Ne? Ja, profesor Boruč Kodlar v svoji knjigi Samo umiritev zelo dobro opiše, da ti lahko z mislimi pomiriš telo, ali obratno, ne? V bistvu s telesom, ki je skozi pri tebi in na voljo, kar je super, pomiriš svoje misli. In tukaj se je to sprejemanje, kar si omenila. Ne? Se pravi, če se ti raztezaš, pa te levo stegno malo krči, da nisi tako, ima spet ta mišica, ki me vsaj ne bi, to je ta moja glupa noga, ki si ful želim, da bi bila brez bolečin, da nekako sprejmeš nekim sočutjem do situacije. Ne? Ja, in v bistvu to je tudi izziv, s katerim se soočajo ljudje, ki začenjajo z razvijanjem prakse čuječnosti. Ne? Neko idejo, kaj naj bi to bilo. Da misli ni, da je prijetno, da je to umirjanje. Ne? In res dostikrat slišim, ne, meditacija ni zame, zato ker imam preveč misli, zato ne moram umiriti. Ne? In to je ena taka zanimiva ideja o tem, kaj praksa čuječnosti naj bi bila. Ja, se mi zdi, da tudi jaz sem opazil, da v bistvu te misli, zaradi katerih sploh začneš vaditi, neke anksiozne misli, neke stresne ideje, te včasih ko začneš prakticirati, prepričujejo, da tega več ne rabiš, te iste misli. V smislu, sej zdaj si pa že probil, sej zdaj pa kar je, sej kaj pa zdaj zgubljaš čas. In točno to, ne več, če imaš preveč misli, je še toliko boljš, da to probaš. A bi rekla, da je drugače ta meditacija sprostitvena tehnika ali ne bi uporabljala tega izraza? Ne bi uporabljala tega izraza. Lahko bi rekla, da je sprostitev ena od možnih posledic. Aha, tako je. Ni nujno, ampak ja, ni pa sprostitvena tehnika. Se mi zdi važno, ker kdaj drugače bi kdo proba, pa recimo, kot si rekla, je imel ta dan 1001 stvar in po meditaciji se počuti še vedno nekako razburjeno in pa reče, to ni zame. Ja. In neha. Ne? Koliko pa je treba vaditi? Ja. Je to sploh dobro vprašanje ali ne? Mislim, je dobro vprašanje. Se mi zdi, da je tudi to bi se vsak vprašal. Jaz sem se to spraševala, še zdaj se včasih sprašujem. Ne? In v bistvu gre bolj za to, koliko da je to kontinuirano. Ne? Da je to vsak dan, da je en stik, tudi če je to 5 minut.
Ne, da je res vsak dan po 5 minut, da ni, ok, za vikend bom pa si vzela pol ure, ne, je bolj pomembno vsak dan po 5 minut. Je pa res, da raziskave, ki so jih delali, so od 10 minut naprej. 10, 20, ne, tudi 30 minut, tako da se res začnejo potem malo te intenzivne spremembe dogajati. In seveda delali so jih na podlagi teh večtedenskih, 6-8 tedenskih programov, vsak dan po, ne vem, 20 minut ali več meditacije. Tako da eno so raziskave, na drugi strani je pa karkoli je boljš kot nič. Ja, se mi zdi boljše vaditi manj, kot si še sposoben. To, da ti je še prijetno, da boš potem naredil iz tega navado. Se koliko imaš navado, lahko tudi več. Dober pregovor je tisti, da vsak dan meditiraj 20 minut, razen če res nimaš časa, takrat pa 1 uro, ki ti prikaže ravno takrat najbolj rabiš ta stik. Ampak če zdaj greva čistko, Če te tukaj sama ostavim, rekel si besedo prijetno. Ne? Ja? Dokler ti je še prijetno. Ampak praksa čovečnosti ni nujno prijetna. Aha, to pa res, ja. In tudi, ko greš meditirati, ko greš se usest, ti je lahko zelo neprijetno. In to je lahko razlog, da potem ne greš. Ampak tudi takrat to rabimo. Ko v bistvu praksa čovečnosti je namenjena temu, da nas uči, kako biti s tistimi stvarmi, ki so težke, ki so neprijetne. Seveda tudi tukaj so določeni okviri in ne glede na vse in za vsako ceno, absolutno ne. Ampak ni namen to, da je prijetno. Nas uči v bistvu, kako prepoznavati prijetno, ampak tudi kako biti z neprijetnim. Ja, absolutno. Se zelo strinjam. Ja, v bistvu bolj sem mislil v kontekstu tega, da ti je navado lažje izoblikovati, če nekako se ne forsiraš preko neprijetnega, ampak morda je ravno zato važno, da imaš na začetku nekega učitelja ali pa nek tečaj, seminar, pa predvsem namena. Če imaš ti, jaz sem takrat vedel, recimo, da meni se bo zmešal, če ne bom spal, da jaz ne bom mogel biti zdravnik, starš, in jaz sem tako zelo, zelo si želel, da tudi na dni, ko se mi ni dal, pa ko sem bil živčen, pa karkoli sem, pa si vzel čas, da sem vadil, ker je bil to moja rešilna bilka na nek način. In ni vedno prijetno, oziroma celo se uporablja, ti si tudi psihoterapijo študirala, pa mi lahko to poveš, pri soočanju s travmami, z nekimi strahovi, z izgubo, se tudi uporablja praksa čovečnosti in tega sprejemanja. Ja, to je tako, ni tako zelo črno-belo, zato ker sploh recimo pri nekih akutnih stanjih, zdaj ti si izpostavil sicer travmo, ampak če grem v neke aktivne depresije, anksioznost, ki vodi v panične napade ali pa kakšne psihotične epizode in tako naprej. Takrat sigurno ni načeloma, načeloma ni mesto, da bi čovečnost bila tista stvar, ki bi te podprla. In tudi pri travmah, travme lahko v bistvu sprožijo vse te neke odzive, zelo močno tesnobo in mogoče ljudje lahko tudi preko čuječnosti pridejo z neko izkušnjo, ki je bila nekje potlačena in pride zelo intenzivno ven. In zato se mi zdi tukaj res zavedanje travme v tem kontekstu zelo pomembno. In da ni kar vsak tisti, ki lahko izvaja programe in mogoče bolj poglobljene stvari. Moraš imeti potem tudi orodja, kako človeka podpreti in ga povabiti nazaj in da ne gre to. Ker takrat, ko je res intenzivno, biti s tem ni najboljš. Je mogoče fajn iti v naravo pa pogledati drevesa okrog sebe ali pa se z nekom pogovoriti, nekoga poklicati, najti druge načine. Tako da to se mi zdi tudi zelo, zelo pomembno, da ni kar vedno in za vse čuječnost. Pa kar sam, pa tako, za take, bom rekel, resne motnje, se mi zdi brez strokovne podpore, tudi, ko govorimo o neki praksi za globalno boljše počutje ali pa za nekoga, ki je malo demotiviran ali pa nekoga, ki ima klinično depresijo, je seveda drugačna pot in tam še bolj priporočamo, da nekdo to podpira. Ampak recimo v kontekstu nekih težav, kot so stres, nespečnost, nekako slaba pozornost, koncentracija, recimo, da bi nekdo rad začel s to dihalno vajo. Kaj je zdaj poanta tega? Zato, ker zdaj te sprašujem zato, ker omenila si rast, spreminjanje možganov, omenila si posledice, ki so lahko zelo pozitivne, neko mirnost, ampak obenem je ta vaja zelo preprosta. Sprav, kako zdaj to, zakaj to deluje, oziroma kaj je princip tega dihanja? Ko se ti usedeš, kako zdaj meditiraš? Ja, omenil si dihanje. Dihanje je v bistvu vedno nam na voljo. Vedno je tam in je neko valovanje v bistvu. Vdih in izdih. In tukaj je
mogoče za večino ali pa ne, najlažje prepoznati te občutke, ki se dogajajo. Pa tudi na različnih mestih v telesu. Je to pri nosu, je to na prsnem košu, trebuhu, ne? In se na ta način najlažje povežeš oziroma začutiš te občutke, ki te potem vračajo v ta trenutek. Se pravi, ti se usedeš, zapreš oči, dihaš in spremljaš dihanje. Ja, to je tako zelo, zelo v osnovi in pridejo misli in pridejo bolečine v telesu in kaj potem s tem. Ne? In tukaj je potem, so te dostikrat pride tega, a ne, to ni zame. Lahko se usedeš, bom zdaj opazovala dihanje, ne? Ampak pol, ko pridejo te stvari, ki so neprijetne, potem pa večina ljudi tukaj tudi odneha. Pa omenil si, mogoče se usedeš pa zapreš oči. Ne? Oči ni nujno, da so zaprte. Kar komu je lahko neprijetno, sploh recimo pri nekih travmah, je vedno pomembno, da so izbire. In tudi sedenje. Zdaj, kako sedeti? Ja, po turško. Neka ideja je v nekem lotusu, zravnano hrbtenico, za kar nas večina nima teles narejenih za to. Ne? Ampak je pa nek smisel v temu, da je hrbtenica nekako poravnana. No? Da če gre, da nismo naslonjeni, da ne sedim tako, kot zdaj jaz, ne? Ker nam da to dejansko podporo pri tej budnosti. Ne? Ker če se umirimo, v praksi sami se nam lahko začne spati in nas odnaša. Ne? Ampak to je res ta umetnost iskanja tega ravnovesja, kako je položaj še vedno dovolj udoben, hkrati nas pa podpira pri budnosti pa nekem občutku stabilnosti. In potem pridejo misli, kdaj pride misel, olej, meditiram, kaj potem narediti? Ja, in namen je opaziti to misel. Ne? Lahko opazimo, da razmišljamo šele 5 minut, razmišljamo že o nečem, pa sploh ne vemo, da smo razmišljali o nečem. Asociativni preskoki naprej. Ja, in povabiti pozornost nazaj k telesu. Ne? In kar se dostikrat zgodi, da pride tukaj kritika, pride obsojanje, ne gre mi, ne znam, zakaj zdaj spet to razmišljam. In to je tisto polučenje, ne? Da ni nič narobe s tem, ko pridejo misli. Da ni nič... da ni namen, da sploh pridemo do točke, kjer smo brez misli. Lahko se zgodi, lahko se pa ne. En dan je tako, en dan je drugače. In podobno tudi z nekimi občutki v telesu. Ne? In tukaj je to sprejemanje izkušnje, take, ki je v tistem danem trenutku. In važno se mi zdi, kar pride iz tega, kot neko zavedanje, da se ločiš od teh misli, ki prihajajo same od sebe. Ker kdaj človek dobi v glavo neko misel in pol imaš občutek, da je to res, ker se je pojavila misel. Ne? Če se pojavi misel, slab starš sem, očitno je to iz nekje prišlo, torej sem jaz, a ne, mi ne gre, karkoli. Ko pa ti sediš, kot si rekla, a ne, in dihaš in pridejo misli, takrat je lažje mogoče jih videti kot nekaj, kar gre, nekaj, kar se pojavlja in nekaj in gre v resnici in ne pomeni nujno resnice. Ne? Ja. Včasih je lahko lažje, včasih pa tudi ne. Ker če so misli zelo intenzivne, misli niso dejstva, tudi tiste ne, ki pravijo, da so. Ker lahko pridejo misli, ki pravijo, ne, jaz pa sem dejstvo. To pa sigurno res. Zdaj pa zares je. Ampak to je tako, kot si prej rekel, imamo določene vzorce in tako živimo, smo prepričani, da tako je. In to spreminjati, rabi prakso, rabi nek vložek energije, truda in res vračanje k tej prijaznosti do sebe, k sočutju do sebe, da taka moja izkušnja zdaj je, težko mi je. Kako lahko najdem nek stik s tem trenutkom vedno znova in znova. In to je neke vrste trening koncentracije potem tudi, ker si tako nekako osredotočen na svoje dihanje. Ne bi rekla, da je to trening koncentracije, ker v bistvu lahko pozornost tudi odpreš. Lahko jo tudi odpreš in opazuješ, to recimo pride v drugem delu izobraževanja, najprej, izobraževanja programa čuječnosti, da najprej res usmerjaš pozornost k dihanju, k telesu, tako postopoma, da različen fokus, no potem pa lahko tudi odpreš pozornost, v smislu, da opazuješ, kaj pa pride v to polje zavedanja. Ne? A je to zvok? Aha, zvok, opazim zvok. Aha, nekaj začutim zdaj. Ne? Tako da v bistvu je zavedanje tega, kaj je v tem trenutku. Ni treba, da je koncentracija. Če pa je zelo razpršen in ogromno misli, pa je potem
fokus recimo vrača na točno določeno področje na telesu, recimo nos. Ne. To bi lahko bilo bliže temu, da je koncentracija, ampak je dosti več kot to. No. Ampak vse to, kar si zdaj opisala, da ti recimo sediš in čuječe v bistvu prisotno spremljaš zvok, občutek, misli, da se zavedaš, meni že to ne je neka vrsta definicija koncentracije zame, ker si predstavljam, kako živimo velikokrat vsak dan zdaj, da te odnesete pač tja, kamor zapiha malo veter. Če zazvoni telefon, pogledaš tja, pol ti prije misel o večeri, razmišljaš malo o večeri, pol tam nekaj zabrni, pa malo gledaš tja. Ne, tako, brez nekega smisla. In se mi zdi ob teh TikTokih in tudi družbenih omrežjih, ki so zmeri krajši posnetki, zato ker vsi vejo, da boš gledal jih 2 sekundi, to, da ti lahko sediš, kot si rekla, z zvokom, z dihom, s telesom 10, 15, 20 minut, se mi zdi, da zelo trenira malo to, ne vem, da ne rabiš vedno toliko impulzov, ne? Ker to v resnici, kar si zdaj govorila, kot predmet meditacije, nič od tega ni zelo zanimivo. Razen, če je nek zvok, ne alarm za požar, ampak da ti tam svoje kolena opazuješ, pa svoj dih, pa brnenje neke klime, to je relativno tako nestimulirajoče v kontekstu modernega sveta in s tem treniraš, se mi zdi, tudi sebe. Jaz sem imel tak občutek, no, da takrat, ko sem bolj redno vadil in več vadil, sem tudi lažje prebral nek stran v učbeniku v enem šusu. Zato, ker sem opazil to meta pozornost. Šla je, misel, to. In sem se lažje vrnil. Ja, in to je v bistvu posledica, ne? To je posledica prakse, to, kar si zdaj opisal. No? Kako je pa zdaj povezana, recimo, ta prisotnost, ko si rekla, da se razširi, se lahko razširi tudi na drugega človeka. Se pravi, je lahko nekdo predmet moje meditacije na ta način, da jaz rečem, zdaj mu bom pa dal svojo polno pozornost. Ja, sploh v komunikaciji z drugimi je zelo pomembna čuječnost kot taka. Ne? Kako lahko dosti ljudi nas posluša zato, da se odzovemo, namesto da bi poslušali z namenom, da slišimo. Ne? In ob tem, in tudi meni se recimo zdaj dogaja, ko te poslušam, so trenutki, ko te slišim, poslušam in sem s tabo, ne? So pa trenutki, ko vidim, da že razmišljam, kaj bom pa jaz povedala. Ampak zdaj je mogoče to druga situacija. Ne? Že, ampak sam tako, če dam primer. Ja, seveda, ker je tukaj tudi namen, da jaz nekaj povem. Tako, ja. Ne, ampak sploh, če gre za nek konflikt, pa ni treba, da gre za konflikt, kako dati polno pozornost osebi, ki je pred tabo in ti želi povedati, kakšen dan je imela. Ne? Da ne skačem not z vprašanji, pa jaz pa tudi, ali pa meni pa to ni všeč. Ne? Ampak, vse to se lahko zgodi in je spet normalno, ne? In neke reakcije, ampak kako lahko jaz to opazim, pa rečem, ne, bom jaz zdaj tukaj s to osebo. Povej mi kaj več. Povej mi več, ali pa mogoče še kakšno vprašanje iz radovednosti, ne pa toliko iz neke nuje. In tudi to se mi zdi, zadnjič sem se pogovarjal o tem, kako velikokrat kdo pozabi ime, takoj ko se ti nekdo predstavi. In sem to omenil Niku, Nik Škrlec, ki je s tehnikami pomnjenja se zelo ukvarja in on je tudi meni rekel, takrat zelo se mi je zdel dober, rekel, med drugim tudi zato, ker ko ti nekoga srečaš, imaš kar naenkrat ogromno enih skrbi o sebi, kako zdaj jaz zgledam, imam frizuro, a sem to, a me on pozna, kaj si misli, in ko ti on govori ime, si ti že tako, jaz, one, nekako sploh nisi še čuječe usmerjen na njega. In se mi zdi, da je to darilo neke vrste pozornosti, da nekoga res poslušaš, kar si zdaj rekla, imam jaz vedno na podcastih težavo, med tem, da te poslušam, pa da imam pač neke istočnice, pa da želim smiselno povedati, ampak to je zdaj nekako, bom rekel, že služben del na nek način, ne? Tudi v medicini. Kako boš pacienta ti poslušal in mu dal prostor, ampak imaš pač čakalnico in imaš termin in imaš zavarovalnice strani omejeno, a koliko časa imaš. Tukaj je neko ravnovesje, ampak če imaš možnost, se mi zdi, da če nekoga čuječe poslušaš, si boljši, ne vem, prijatelj, starš, otrok, zdravnik, karkoli. Mislim, se mi zdi, da ljudje imamo, skoraj lahko rečemo vsi, te neke skupne želje, biti slišani, da nas nekdo sliši. Mogoče ne razume, ker razumemo se ne vedno, ampak da ima neko radovednost do nas. Ne? In to da nek občutek povezanosti, bližine. In to naredi zelo veliko razliko lahko v odnosu in potem tudi v življenju, ker odnosi vplivajo na to, kako živimo življenja. Ne?
Za nekaj kratkih trenutkov sem zamenil sogovornika in Eva se vrne, obljubim, v kratkem, da nadaljujeva ta pogovor o čuječnosti, ampak ko smo ravno pri čuječi komunikaciji, bi rad omenil še en pogled na sporazumevanje, na govor, na pogovor, ki je dostikrat spregledan. In sicer stigma in strah, ki sta povezana s tem, da sogovornik ne da nas ne spremlja čuječe in posluša, ampak enostavno ne sliši. Tako da z mano je gospod Robert, pa mogoče, če mi kar vi poveste, oziroma nam razjasnite, o čem sva zdaj mislila midva govoriti, oziroma kaj je najino sporočilo. Ja, pač, da obstajajo ljudje, ne, ki pač enostavno slabo slišijo. Ne. Človek bi pričakoval, da s tem pač nimamo izkušnje. Ne. Naglušnost, ki se pojavlja recimo v starejših letih, ponovadi preseneti ljudi. Ne. Jih ujame neprijavljene. Obstajajo drugačne naglušnosti, ampak ko slabo slišiš z leti, ko prije do starostne naglušnosti, se ta prikrade v tvoje življenje. Tvoje življenje ponavadi v tem obdobju življenja, ki ga pač živiš takrat, je polno nekih izzivov. Ne? Začne se obdobje poznih, srednjih let, starosti in imaš vse mogoče probleme, pa še slabo slišiš. In mogoče to gre, zameš kot neko normalno stvar, ne? In se s tem sploh ne ukvarjaš prvo, ker počasi se priplazi to, ne opažaš te stvari, pa moče začnejo ljudje opozarjati na neke stvari in dostikrat ljudje reagiramo na to, tako da pač rečemo, ne, se to ni problem. Ne. To pa imajo vsi stari, se je normalno. Ja, to je normalno, sprejmi to. Ne. Ampak mislim, da moraš poslušati sebe, moraš opazovati se, moraš biti čuječ pri sebi, bi jaz temu rekel, da enostavno rečeš, ja, tu nekaj ne štima, nisem v redu, ker pride pač do tega, da enostavno potem več enostavno ne moš normalno, socialno biti aktiven. Enostavno ne moš reagirati na stvari. Ne? Se družiti. In potem se začneš ponovadi umikati stvarem. Ne? Pa misliš, da je to razlog, ne vem, kaj drugega. Se tega sploh ne zavedaš. Ne? Pa pridemo do situacije, ko ti pa le nekdo pove, mogoče na koncu zdravnik, ko greš zaradi drugih problemov k njemu, ne? Prideš k njemu mogoče zaradi piskanja v ušesu, tinnitus recimo. Ne? Iz mojih izkušenj skozi mojo kariero, jaz moram povedati, da sem vso kariero pravzaprav se ukvarjam z slušnimi aparati, se ukvarjam z naglušnimi osebami in z ljudmi, ki pač potrebujejo pomoč. Ne? Dostikrat gredo k zdravniku, ker pač mislijo, da imajo zamašena ušesa. Ne? Ja, da se spere ven maslo. Ne? Ja, in bo ta problem rešen. Ne? Ali pa da piska v ušesih, pa to jim gre na živce, po domače povedano, ne? Jih moti. Ne? Zdravnik pa gotovi, da ko pač naredijo klasično meritev sluha, audiometrijo, da je tukaj naglušnost. Ne? In potem postavi človeka dostikrat, ker pred zid, ja, rabili boste slušne aparate. In potem se tukaj pojavi jaz, zakaj, že, se to ne more biti res, ne? In predvsem, kaj pa to zdaj pomeni za mene, kako bo to izgledalo. Goli so, bosi so, to je dostikrat situacija. Ko se oni pojavijo pri nas, recimo v poslovalnici, ja, zdravnik je pa rekel, da slušne aparate pa te začudeno gledajo. Ne? In potem je treba zaštartati ta proces, ki pa je dostikrat povezan z strahom, kar je pa razumljivo, ker je nepoznavanje tega problema, dokler ga nimaš, ljudje s temi stvarmi ponavadi ne ukvarjamo. Seveda, ja, res je. In jaz bi tu samo še dodal, omenil sem stigmo. Ne? Kako se nam velikokrat zgodi, da na urgenci imaš nekega bolnika, tam hitiš, jemlješ anamnezo, sprašuješ, on ti morda ne odgovarja ali pa odgovarja čudno in ga kar označiš, ne rečeš sestri, ta gospod je mal dementen, ali pa tukaj imamo pa sepso, on sploh ne ve, kaj govori, pa v zadju pa svojc pride, prinese aparat, da ta gospod noter in je gospod v bistvu v redu. Ne. Tako da definitivno pomembno sporočilo. Sem hvaležen tudi firmi Neurot, Robertu, med drugim tudi za pokroviteljstvo tega podcasta. Torej sem dvojno hvaležen in bomo zagotovo še sodelovali. Spodaj pod epizodo najdeš povezavo do njihovega brezplačnega testa za sluh. Upam, da vam je ta segment malo odprl pogled na neko problematiko, ki je žal premalokrat v vsakdanjem življenju omenjena. Morda, če se bomo o tem bolj pogovarjali, si bo tudi starostniki manj bali in se manj izogibali. Zdaj pa se vračamo k Evi in nadaljnemu pogovoru o čuječnosti. Dobro, govorila so o odnosih, torej si rekla, ne, čuječa komunikacija, da te nekdo sliši in razume in ne nujno samo sebe turi v pogovor.
ti se veliko ukvarjaš tudi službeno, ne, z odnosi, čuječnostjo in tudi spolnostjo in z užitkom. Kako je pa to zdaj prepleteno? Ja, super prehod kot tak. Ne. Zdaj, niti ne bi začela pri odnosih tukaj, kar se tiče spolnosti in užitka, ampak spet pri eni osebi sami. Koliko se jaz zavedam, kako se moje telo odziva, kako sploh prepoznavam užitek v telesu, ne? In tudi zavedanje nekaj, kaj mi prinaša užitek splošno v življenju, pa tudi v spolnosti. Ne? In je to tisti prvi korak, koliko jaz sama sebe zaznavam. Ker potem, ko prideš v odnos, je potem še toliko drugih nekih dražljajev in dejavnikov, je druga oseba, kako se ta druga oseba odziva. Ne? In če jaz pri sebi nimam nekega zavedanja sebe, neke stabilnosti, bom dosti težje potem izražala želje, postavljala meje tudi z drugo osebo. Ne? Ja, se pravi, da znaš začutiti v bistvu v telesu od čustev do nekak želja, do užitkov, ker veš, kaj se meni zdi, no? Pa mogoče popravi me, jaz se s tem ne ukvarjam, ampak zdi se mi, da pri stikih, tudi moški, ženska, je lahko velika barijera tudi so pričakovanja, ki so strani, ne vem, filmov, pornografije, literature, kako more biti. Kako zdaj more biti ta moj stik z neko, ne vem, partnerko, ki sem jo prvič zdaj ali pa kakorkoli. Kaj se more zgoditi, da je filmsko? Ne? Ja. A je to težava? Ja, seveda. Mislim, zelo smo zakoreninjeni v nekih idejah, kako stvari so. Ne? In že sam s tem, kar si rekel, ne, moški in ženska. Ne glede na spol. Ja, moški, ženska, ženska. Ne, to je recimo ena stvar, ki je avtomatična, ki jo tako razmišljamo. Ne? In sploh pa to, ja, da dobimo te informacije iz filmov, iz družbe, iz pornografije, ne? In je zelo močno vpliva to na naše ideje, kako bi moglo biti. In zato je tukaj psihoedukacija, res razložiti ljudem tudi, ne? Da stvari niso čistko ali pa sploh tako, so nasprotno, zelo pomembna. Ni samo zavedanje sebe in prisotnost tista, ki je pomembna, ampak tudi spreminjanje nekih miselnih vzorcev, ki so lahko zelo napačni, kar jih ni malo, sploh na področju spolnosti, glede na to, kaj nam družba daje. No, pa s tem imaš ti več izkušenj. Kaj so morda neke težave, ki udeleženke tvojih tečajev najbolj izpostavljajo generično pri temu? Ja, ena je recimo pomanjkanje nekega poželenja, želje po spolnosti. Ne? In tukaj je ta ideja, ja, to bi se moglo zgoditi pogosto in samo od sebe in ideje o tem, kolikrat se seksa, če si v nekem partnerskem odnosu. Ne? Vse te informacije sprožajo nek pritisk. In ta pritisk v bistvu še zmanjšuje kakršnekoli želje. Tako. Ampak če dam zdaj tudi zelo konkretno informacijo recimo glede tega poželenja, ne? Večina ljudi ima idejo, ja, da to se pač mora samo od sebe zgoditi in če se ne, je nekaj narobe z mano. Če je stres, ajde v redu, ne? Ali pa če sem bolna. Ni pa tega zavedanja, da imamo različne vrste poželenja in kako se odzivamo. Ne? To, katerega zdaj opisujem, je spontano, da nekako pride samo od sebe. Ne? Je pa tudi odzivno poželenje, kar pomeni, da se pojavi kot odziv na neki, kot odziv na osebo, ki je nasproti tebe, ob nekem dotiku, poljubljanju, ob, ne vem, lahko tudi, da gledaš kakšen erotičen film. Ne? In to se pozablja, da je to totalno normalno, da lahko nikoli ne prije do neke spontane želje v telesu, ki se pržgene, ampak da je odzivna lih toliko normalna in tudi kolikrat imajo različni ljudje željo po spolnosti, ne, je cel spekter tega. In konec koncev na enem spektru, če je nikoli nimaš, si še vedno normalen. Ne? Mislim, so različni razlogi, ne? Ampak eno od teh razlogov je tudi, da ni naš s tabo narobe. Seveda so lahko različni razlogi za to. Mogoče to, no? Ta pritisk je tisti, ki res še bolj umika recimo sploh ženske od teh svojih želja in se bolj ukvarjajo s tem, kaj bi mogle. In zakaj ni tako? In zakaj ni tako zame? Pa niti ne bi tukaj se omejevala na spolno. Bi rekla, da mogoče imamo različne izzive in različne misli, ampak pritiski se mi zdi se izvajajo iz teh družbenih informacij, ne glede na spol. Ja, in verjetno, če tega ne razumeš na tak način, kot si rekla,
si lahko interpretiraš, da mogoče v zvezi nisi srečen. Čeprav čutiš se v redu, ampak pa si rečeš, ok, torej, če nisem 4-krat na teden spontano ta libido začutil, torej ne vem, a se zdaj ta najn razmerje ohlaja, a to ni več to. In se mi zdi, da se pol pač skuha umetno lahko neka težava. Ne? Ja. Tukaj spet sem začutil ta element sprejemanja. Zelo važen. Zelo pomemben. A pa ti pol v teh tečajih, se ne vem, kako jih imenuješ v bistvu? Ja, opolnomočeni užitek spolnost so v bistvu ta cikel delavnic za ženske. In na teh delavnicah je potem čuječnost tudi del? Se pravi, se uči tudi prav meditacije ali ne? Ne bi rekla, da se prav uči meditacije, ker za tisto je pač 8 tednov, ki je zelo fokusirano. No. Jaz vnašam elemente v bistvu noter, da se vedno znova vračamo v stik s telesom, z občutki in iz tega stika odpiranje prostora z določena vprašanja, ne, da ni kar tako na hitro, zdaj pa povej to, kaj pa je zate tako. Ne. Na ta način jo vnašam v vaje same. Mislim, tudi recimo ena vaja, ne, pregled telesa je ta del programa čuječnosti, kar jaz recimo naredim na delavnicah, je, da naredimo pregled telesa, ampak je pozornost na področju medenice. In se res posvetimo različnim delom spolovila, genitalij in tako naprej. In tudi anatomija je tukaj tista, ki jo večina žensk sploh ne pozna. Jaz sem bila tudi ena od teh. Sej poznajo različne dele, ampak prav vseh se skoraj nikoli ne zgodi, da bi kakšna prav za vse dele vedela, kje so, kaj so. In pol tudi ne moreš vedeti, kako se čiš čuti, če ne veš, kje so. Razumem. Tukaj samo mogoče omenila, da to ni dejanski pregled telesa. Ne? To se mi zdi, ker mi da oba razumeva, da je to meditacija, body scan meditacija, ne? Ampak da to je pregled s pozornostjo čez telo, ko miruješ, ker se mi je zdela, da si mogoče naredila napačen način reklame, da bi kdo rekel, bi koga demotivirala ali pa koga zelo motivirala, da se prijavi na tvoje delavnice. Ja, pregled telesa s tem, da pozornost usmerjaš na različne dele. Tako in hkrati tudi ni namen, da se vzbudi nek užitek, da ni treba, da je vezano na neko seksualno energijo, ampak je bolj pozvanje tega, kaj je oziroma česa ni. In spet tudi se mi zdi, da ljudje imajo kdaj, ker spet pregled telesa je del čuječnosti in spet sva pri sprejemanju, imaš nekakšen del telesa svojega zelo slabe občutke. Ponovadi, ali ki je malo preveč, ne vem, maščoba, se ti zdi, da je grdo ali da ni v redu. In tukaj najbrž učite zraven še spet ta element čuječnosti, ki je taka situacija in sprejemam nekako, kar čutim. To sprejemanje telesa, sicer je to je tako nehvaležno, ne? Zato, ker nam družba tako močno nas bombardira s temi idejami, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je konec koncev tudi zdravo, ne? Da je zelo težko, jaz bom pa zdaj sprejela to. Ne? Spet smo tukaj pri tej psihoedukaciji, pri spreminjanju tudi na tej ravni izobraževanja in misli, ne, da je podpora gre z roko v roki potem tudi z pozornostjo na telo in nudenja nekega sprejemanja in sočutja do sebe in svojega telesa. Točno to, sprejemanje in sočutja, ker jaz sem vedno recimo imel tak nehvaležen in mal nasilen odnos do svoje hrbtenice, sem hitro zrasel. Naprej sem se sključil, ko sem sedel veliko in potem me je začel tudi boleti, a ne hrbet enkrat, ko sem treniral malo narobe in pa me je to pol leta bolelo. In jaz sem ves čas nekako bil tako, dej, ta moj hrbet, to brez veze, zakaj ne moram imeti zdrav hrbet. In ko sem začel delati pregled telesa, ko sem jaz meditiral in sem se sprehajal čez telo, ko sem prišel do hrbtenice, sem se nekako naučil, da si rečem hvala, ker me ta del telesa nekako drži v pokončni drži in me pusti premikanje in me podpira, a nekako sem ga imel kot, ne zdaj on je slab, ker je boleč, ampak on je boleč, ker je obremenjen, ker dela veliko zame. In ta odnos do tega me je blazno motiviral, da sem začel recimo delati pol vaje za hrbet, da sem se proti tej izključenosti tudi z vajami, da sem v fitnessu bolj pametno treniral. Se pravi, vse nekako iz tega sprejetja dela telesa kot nekaj pomembnega, ne nekaj naciljnega, ne vem, kar me hoče krniti delovanje. Ja, sigurno. In kar sem se zdaj spomnila, je ne glede na to,
kakšne težave imamo v telesu. Ja, treba iti k zdravniku, ne, preveriti stvari. In včasih stvari pač tako so in se jih lahko spremeni do določene mere. Ne. In na kar sem se zdaj spomnila, z vidika mojih delavnic in žensk, sploh mogoče na področju spolnosti, velikokrat odziv, ki ga dobim nazaj, je, z mano ni sploh nič narobe. In koliko imamo ta prepričanja, splošno v svojih telesih in življenjih, ki jih živimo, ampak ne, tukaj, če se vrnem nazaj na spolnost kot tako, da je pač s mano nekaj narobe. In kakšno olajšanje je to, tudi kako si ti opisoval to, ne, z mojo hrbtenico ni nič narobe, ne rabim biti zdaj nasilen, še jaz do nje. Tako je zaradi nekih razlogov in kako jo lahko podprem tukaj, kjer je. To je, ker zdaj, če greva iz tega čist libida na sam akt spolnosti, na seks, a so ljudje v bistvu sploh sproščeni in čuječi pri tem, ali je tukaj zadnje to, kar si rekla, a bo opazila, kaj je narobe, a lahko to pokažem, a moram na drug način zvoke povzročati. Mislim, tako, koliko enih misli, ker misli, v resnici se mi zdi, da med seksom samim, pa krnijo izkušnjo blazno lahko. Seveda. In imaš pol motnje erekcije in imaš boleče spolne odnose, disparevnija se reče po medicinsko, in recimo tudi ženske hodijo na preglede ginekologu zaradi suma na hormonske motnje, ker pač boli, pa ni dosti vlažno, pa v bistvu je tukaj recimo problem druge. Ja, mislim, sigurno so tudi neke zdravstveni razlogi, da zaradi katerih lahko, ampak dostikrat pa ne. Ja, in ker niti ni zavedanja, mene boli, nekaj me boli, ne vem zakaj, ne, in misli, ki si omenil, tako močno vplivajo, ne? Ker z mislimi, kot si tudi prej razlagal, ne, smo za nazaj, smo za naprej, lahko je med seksom to o nekih stvarih, ki so se zgodile prej v dnevu, ali kaj me še vse čaka, lahko so pa o seksu samem, ne? In osebo, ki je s tabo, a je to zdaj v redu, a ni v redu, a sem dovolj dobra, moram kaj drugače narediti, ne? In nisem več v telesu, nisem več ne pri sebi, ne z drugo osebo, ki je tam z mano, ne? In ta ideja, spet, da bi stvari mogle biti na točno določen način. Ne? Tudi ta ideja, kako naj bi seks izgledal. Ne? Malo predigre, karkoli že predigro imamo, ne? To je tudi zanimiv koncept, kaj je predigra. In potem je penetracija, če vzamemo nek heteroseksualen odnos, ne? Je vagina, penis, penetracija, orgazem za moškega, za žensko mogoče, ne? In to je to, in konc. Medtem, ko je seks toliko več. Ne? In če bi bilo to zavedanje, da namen ni, da nekam pridemo, ampak to, da jaz sem tukaj, da sem v telesu, da raziskujem, kaj mi paše, mi to paše, ne? In kaj pa tej osebi z mano paše. In tudi lovljenje orgazma kot takega lahko sproža ful pritiska. Ne? Ali pa, ne vem, pritisk, da ne bo prehitro prišlo do izliva, recimo. Ne? In to so vsi neki miselni procesi, ki nas vozijo stran v ideji, kako bi moglo biti. Mislim, tudi ta pričakovanja, marsikateri mladi, po moje, fant, moški, ima v glavi to, ne, kot James Bond in to, ne, kako samozavestno, koliko časa more trajati. To so tudi na forumih, pa na spletu, kako si pravi moški, boš pa zadovoljil to žensko, pa pol naslednjo čim prej, pa tako, ne, in se mi zdi, da se na ta način, ker jaz to, kar si zdaj rekla, jaz se to blazno strinjam, da mora biti tudi spolnost neka izkušnja, ki je izkušnja zate, ne to, da imaš katuno, ker greš v trgovino, jajca sem kupil mleko, zdaj sem to, ona je to rekla, jaz sem to naredil, to je njo pasal, jaz sem, ona je, hvala, roko daš še na konca, kaj pa greš v drugo sabo, ampak je lahko to izkušnja, ima 1000 odtenkov in tukaj, če si čuječ, tako kot čuječe greš, ne vem, na sprehod ali pa ješ neko kosilo, pa boš bolj užival in bolj začutil, se mi zdi, da tukaj lahko odkriješ čist nek drug svet. Ja, ker je toliko je odtenkov, toliko je možnosti, kjer lahko uživaš na 1000 in en način, če daš na stran idejo, kako ne bi bilo. Ne? Ker kaj sploh je seks? Ne? Seks je dosti več kot samo penetracija. Ne? Zato sem rekla predigra. Kaj sploh je predigra? Ne? Zakaj ni vse to seks? Ne? Kdo določa, kaj je seks? Mi določamo, jaz določam, kaj zame pomeni seks. Ne pa nekdo, ki mi bo do zunaj povedal. In s tem odpadejo ideje, kaj bi se moglo zgoditi, kje je konec, kje je začetek, ne? Kam ne bi neki vodilo, ampak je prisotnost v užitku. Ali pa konc koncev zavedanje, da ga zdaj ni, ne da lahko najdem nek drug stik s to osebo, ki je zdaj zraven mene. Ne?
Kaj pa recimo strah, ki se velikrat v to uplete sam? Strah zdaj smo že rekla malo po tem, kako zgledam, kaj delam, pa recimo strah pred boleznimi, a je ta oseba, bom rekel, čista, a lahko uporabim kondom, če bom, a bo isto dober in tako naprej. Kaj pa tukaj na tem področju misliš? To kot infektolog moramo vključiti. Ja, in v bistvu bi jaz tukaj te vprašala, ker rečeš, a je ta oseba čista. Kaj s tem misliš? Ja, jaz bi si mislil tako čisto pragmatično, medicinsko, če imam zdaj nezaščiten spolni odnos, a je šansa, da dobim neko spolno prenosljivo bolezen. Ja, evo, super. In točno to izhodišče je zelo pomembno. Ne? Kakšne besede uporabljamo? Nekdo čist. A kaj, če ni čist, če v tem primeru ima neko spolno prenosljivo, je pol umazan. Ja, razumem. Ja, ni, ne? Zato, ker spolno prenosljive bolezni, in tukaj boš tudi ti več vedel, kaj jaz, ampak so del našega življenja. In se ne zavedamo, koliko velik del našega življenja so. In kakor sem jaz malo brala, je nekje 80% ljudi bo enkrat v svojem življenju imelo stik z neko spolno prenosljivo boleznijo, oziroma jo imelo, ampak ker jih je večji del, oziroma zelo velik del asimptomatskih, tega nikoli niti ne vemo. Ne? In koliko stigme in sramu je vezanega na to. Zdaj boš povedal, če se ti s tem ne strinjaš, ampak če imamo, ne vem, angino, imamo angino, taki so simptomi, dobim antibiotik, gre stran. Ne? Če imam pa spolno prenosljivo bolezen, za tiste, ki so bakterijske, tako, dobim antibiotik in gre stran. Zakaj je tukaj razlika? Zato, ker je vezana na spolnost in spolnost je neki, če gremo daleč nazaj, umazana. Ne? Mogoče tudi, jaz mislim, da ti bom dal par provokativnih vprašanj, da ljudje kdaj rečejo to, ker vendarle je vezana na neko promiskuiteto. Če imaš ti isto partnerko od 16 leta, boš manj verjetno, oziroma ne boš dobil neke okužbe kot nekdo, ki je imel zdaj v zadnjih 6 mesecih 4 partnerke ali pa 3 partnerje. In ko imaš to, prideš k zdravniku, zdravnik takoj ve, on je pa recimo, to si ti, ki se tam sediš v čakalnici, si misliš, da bo pa on rekel, ta pa se enim je to še tako malo, ne mene, koliko sem jaz, ampak se mi zdi, da tukaj to vendarle kroži, in se mi zdi, da mogoče zato se ljudje bolj sramujejo, če to dobijo. Druga stvar je seveda, da moraš kazati, da me žrela pri angini, kažeš druge dele telesa zdravniku, ampak mislim, da pri zdravniku, če te je sram, ne razumeš čisto naše službe, pri nas ni treba biti sram, ker vidimo vse, ampak misliš, da je lahko to povezano, ta stigma s tem? Ja, seveda, s to idejo, da če imaš ti spolno prenosljivo bolezen, da je to odraz nekega tvojega karakterja, stila življenja, kar sploh ni res v bistvu. In tudi promiskuiteta, kaj je promiskuiteta? Če ima nekdo več spolnih partnerjev, partnerk, kaj je s tem narobe? In itak je toliko spolno prenosljivih bolezni tudi takih, ki jih kondom lahko ne zaščiti, sploh tiste, ki so koža na kožo in tako naprej. In lahko imam jaz, ne vem, enega ali pa sem z eno ali pa z 2 osebama, pa je tista oseba bila še z 1-2 in ne veš, kje to pride not. Pa to ne pomeni, da sem jaz bila z ogromno ljudmi, ampak tudi če bi bila, tudi to, da se obsoja ljudi, ki imajo pa spolne odnose z večjimi ljudmi. Nimajo redne zveze, recimo. Ja, mislim, zakaj je s tem neki narobe? In že tukaj v osnovi je to, da to sproža sram in kaj si bojo ljudje mislili o meni. Ali zaradi načina, kako si ti to zdaj razložil. Če je pa to lahko nekaj, kar je tako normalno, kot angina, če sem prej omenila. Seveda so spolno prenosljive bolezni tudi nevarne, če se jih ne zdravi in tako naprej, ampak načeloma so določene ozdravljive, zelo preprosto, druge se pa z njimi živi. Če herpes vzamem. Imamo pač različne vrste herpesov, tisti, ki so v ustih, hodimo z njimi po svetu, pa vsi vidijo, da ga imamo, če je genitalni, je pa konc sveta, ampak v bistvu gre za isti virus, druge vrste. V bistvu, kar se mi najbolj bojimo in zakaj se mi zdi pa zelo važno, da po eni strani se promovira to nekako zdravo spolnost oziroma spomnim, ko bi rekel, te programe, za tudi ljudi, recimo, ki so bolj ogroženi, je zato, ker so pa določene bolezni, v bistvu danes lahko zdraviš že vse, v resnici. Imaš zdravljive, neozdravljive, hepatitis C recimo je ozdravljiv, hepatitis B je obvladljiv, HIV je obvladljiv, problem je, če ne veš, da imaš. Tako. Problem je, ker ravno te najbolj nevarni so tisti, kjer ne bo izcetka, ne bo bolečine.
HIV, hepatitis A, B, C, se pravi, takrat, zato mi spodbujamo, recimo, da ljudje, ki imajo več partnerjev, se na vsake toliko časa testirajo, da tega ne širijo. Seveda. To je tak. Tako da ja, mislim, tukaj bi šla, da je preventiva zelo pomembna, ne? In to je zaščita, to so kondomi in testiranje. Ne? Ampak zakaj se ljudje ne grejo testirati? Lih zaradi teh nekih strahov, kaj si bojo pa drugi miselni in tako naprej. Ne? Tukaj je ta problem in zato tudi komunikacija je manjša, povedati potem ljudem, s katerimi imaš s katerimi imaš spolne odnose. Ne? Seveda, to je pomembno in hkrati vse to zamejuje. Zakaj ne bi bilo to res tako normalno, da bi se lahko o tem pogovarjali, tako kot danes pa ne morem, veš. Imam, ne vem, prehlad pa vročino, pa bom raje ostala doma. Ne? Tako da se mi zdi oba pomembno poudariti. Ampak ja, tako kot si rekel, da se priporoča tistim, ki so bolj izpostavljeni, večkrat testiranje, seveda. In tukaj bi jaz pa tebi postavila v bistvu vprašanje, kakšne pa so možnosti za testiranje ljudi v Sloveniji? Ja, glede teh, sprav HIV, hepatitis B, C, imamo na infekcijski kliniki vsak teden anonimno testiranje. To moram kar pohvaliti, da so naredili, ker sploh te bolezni so zelo še vedno, sploh HIV bolniki so še vedno v državi, čeprav so zdravljeni, niso kužni, veliko krat obravnavani na ta način stigmatizacije. Se pravi, to pomeni, da ti priješ, zdaj ne vem na pamet, mislim, da ponedeljek ali torek na našo kliniko, dobiš šifro, daš kri in v sredo dobiš izvid in se lahko pogovori z zdravnikom in on niti ne ve tvojega naslova, imena, ničesar. Tako da iz tega vidika, seveda ti si tam v čakalnici, vidiš druge ljudi, že to, ampak je brezplačno in lahko prideš brez napotnice in lahko prideš anonimno in to se zelo spodbuja, da delajo ljudje, ki recimo moški, ki imajo odnose z moškimi, so zelo ogroženi za ta virus ali pa ki menjajo ali pa plačujejo za spolne usluge. Tako da to je dostopno, kar se tiče tega, da pa se opogumiš in greš, je pa mogoče. Ampak to je ena stvar, kaj pa vse druge, spolno prenosljive. Tukaj bi se ustavila, v bistvu sploh se nisem zavedala, na kakšen način sem uporabljala besedo. Sem govorila o spolno prenosljivih boleznih ali o okužbah. Meni to tako isto, ne? Ja, ampak ni. Mogoče je tu še en poudarek. Okužbo se pozdravijo. Tako. Ja, in tudi v angleščini ni več sexual transmitted disease, ampak je sexual transmitted infection. STI, ja. Tako, in tudi tukaj mi je okužba tista, ki se uporablja, lih zaradi tega, ker se jo pač pozdravim. Ampak ja, hotela sem reči, kaj pa za druge spolno prenosljive okužbe? Zdaj si omenil HIV, hepatitise, ne? Kaj pa vse druge? Tukaj smo nekoliko napredovali v zadnjih letih, tudi na dermatološki kliniki imajo to STI ambulanto, kjer tudi lahko brez napotnice prideš. Tako da iz tega vidika dostopnosti smo napredovali, pa jaz tudi mislim, da, to je moj občutek, nimam podatkov, da mlajše generacije nekako to bolj sprejemajo in bolj resno jemljajo. Ker velik problem tega sramu je tudi to, da ti kdaj, ko si dobil simptome ali pa izvid že tega, da pol pa rajiš si kar pozabil. Da si kar dolgo predal, zdaj pa če ne bom razmišljal, ne bo nič. Kaj, hepatitis, kaj, ne. In to pa lahko umreš, to dobiš raka jeter. Tako da se mi zdi spet sprejemanje situacije, ki je nastala in rešitve, ki so. Samo moraš vedeti za njih. Ja, ampak tudi pogostost tega, HPV, mislim, HPV je tudi ogromno, ampak tudi je zelo, zelo velik procent. Mislim, da je 80% ljudi, ki dobi HPV, tako ali pa take ali pa drugačne vrste. In to je del naših življenj. To je toliko važno, mislim, to bi bilo še en cel podcast, tudi HPV cepljenje, spodbujanje deklic. Ker mislim, da se mi imamo veliko stika s temi boleznimi in okužbami, tako da imamo sploh pol še veliko občutka. Ampak hotela sem reči, koliko je tega dosti in koliko bi bilo fino, če to ne bi bilo toliko sramu in stigme povezanega s tem, zato da bi bilo manj tega, zato da bi se prej zdravili in je pač to del naših življenj. Tako. Eno vprašanje imam. Čist nepovezano, bi rad zdaj jasno rekel na to, kar se zdaj pogovarjala. Ti si delala tudi tečaje v zaporu, a ne? A je bila to magisterska, sem si prav zapomnil? Ja, magisterska, ja. Tako da zdaj greva iz tega dela na spolnosti. Me zanima, to je bil tečaj čuječnosti za zapornika, je to res? Ja, za obsojence. Daj mi malo povej, kako to izgleda, oziroma kaj je bila poanta, kako je to izgledalo? Ja. Mislim, ker sva večkrat omenila, koliko je namen pomemben, zakaj sem se za to odločila. Tako zdelo se mi je, da si želim nuditi podporo in tudi raziskovati.
učinke te podpore na najbolj ranljive skupine, tiste, ki nimajo podpore. In res obsojenci jo imajo dosti manj kot brezdomci, no, vsaj takrat sem jaz tako raziskvala, ali pa mladi brezposelni ali pa tako naprej. Ne? In se jih spet drži, če smo tam stigma. In to je bila moja želja, da grem tja prav s tem namenom, da so oni ljudje tako, kot sva mi dva. Koliko časa si pa tam izvajala? 8 tednov. 8-tedenski tečaj. 8-tedenski program. Nisem bila sama, sem izvajala še s kolegom, to se mi je zdelo zelo pomembno. No? Ampak ja, hkrati, pa tako zdaj, ko pogledam nazaj, ne, to so bili moji začetki, to je bil, mislim, da je moj 3., 4. program, ampak hkrati pa se mi zdi, da sem ga izvedla tako, v redu, no? Da so nekaj odnesli tudi od tega. In to je bilo seveda za njih najbrž prostovoljno. Kdor je hotel, so spet namen važen, ne? Tako. Ker če ne moreš sodelovati. Mislim, pri njih je namen tudi tako, ne? Da se kaj dogaja najbrž. Ja, ne. Jaz sem bila mlada ženska in seveda, ne, ampak jaz sem si rekla, meni je v bistvu vsem, zakaj pridejo. Ja. Ne? Če bojo oni nekaj od tega dobili, super, ne pridejo zato, ker sem jaz tam. Ne? In odziv je bil presenetljiv. No? V bistvu mislim, da jih je bilo takrat 100 in jih je 30 se odzvalo, ne, 100 jih je bilo v zaporu, 30 se jih je odzvalo za neko predstavitveno delavnico, pa jih je pa dejansko hodilo tam nekje med 7 do 10 redno. No? Ja. To je kar dobro, ja. Teh 8 tednov redno. Tako. Ja, sicer je pol tudi zanimivo, kako oni pol vaje sami delajo. Takrat vem, da so bili še CD-ji, sem jim dala pa tako, no. Ampak neki so dejansko delali, ker sem s 4 na koncu naredila poglobljene intervjuje, ker so bili del raziskave za magistersko in tako sem bila zelo presenečena, da so se eni učinki, ene stvari so se začele spreminjati pri njih. No. Super. Si pa izvajala tudi ta 8-tedenski tečaj za ljudi z rakom? Ja, v bistvu po zdravljenju raka. Po zdravljenju raka. Kaj pa tukaj je nek doprinos? Spet govoriva o nekem sprejemanju telesa, situacije ali kaj drugega? Ja, mogoče bi vsem tukaj samo omenila, no, da je to zdaj bil en program, ki sem ga izvajala in ga že leta izvaja kolegica Špela v okviru sodelovanju z Europodono, da ni tako, da jaz zdaj pač to izvajam. Ampak ja, je bila to zdaj moja izkušnja, za katero sem res hvaležna. In ja, namen je v bistvu spet povezano je z ogromno mislimi, ki pridejo. Ne? Z mislimi o strahom pred ponovitvijo, tudi sprememba odnosa do telesa, do sebe, tudi sprememba nekih čustvenih stanj ob zdravljenju in tako naprej. Ne? Tako da je spet prepoznavanje, kaj se dogaja in vračanje nazaj v ta trenutek in v neko sočutje do sebe, v nežnosti do sebe, ker je lahko tudi ogromno enega odpora ali pa nezaupanja telesu. V bistvu program je zelo podoben, s tem, da ima nek fokus tudi na to, tako strah pred ponovitvijo ali pa kako lahko te praksa čuječnosti podpre pri sami bolezni. Ampak ne, kaj je v bistvu zdravljenje aktivno, se ne izvaja programa takrat, ampak v bistvu po zdravljenju oziroma v neki zadnji fazi še zdravljenja. Razumem, ja. To, da se izvaja vrsto let, se mi zdi čisto tako nekako... Sem bil že malo prej, ko sem rekel, da si imela ta tečaj, me je že malo zaskrbelo, da je šele nedaven, ker sem bral, da si tega ti vodila, ampak sem vesel, da se izvaja vrsto let, ker tudi v tujini in kot sem jaz bral literaturo, je velik del različnih rehabilitacijskih programov, je tudi čuječnost ravno zato, ker velikrat ljudje ostanejo z neko idejo, da so za nekaj krivi, da je telo slabo, da je nekaj narobe bilo, da bo vedno narobe in to sprejemanje marsikaj zelo popravi. Mene bi zanimalo zdaj tako, če nekako povzameva, da je zdaj kdo to poslušal, pa je rekel pismo, jaz bi to čuječnost malo začel, malo probo. Omenila si, da so bili CD-ji, posnetki. Kako bi zdaj, najbrž ni treba, da vsak začne kot ti v Indiji za 10-dnevno tišino. Kaj je nekako tako najbolj, bom rekel, sej te stvari, o katerih smo se pogovarjali, bom dal spodaj, pa tvojo spletno stran bom dal pod opis epizode, pa tako, kjer te najdejo. Kaj je najbolj nekako smiselno, kakšna knjiga, tečaj, posnetek, da kar probajo se usest, kaj bi predlagala? Mislim, najbolj bi predlagala nek program, ne? Pač ta 8-tedenski program, kjer je podpora, da vsak teden se vračaš na srečanje in imaš to podporo, ker je težko. Ne, sploh tam 4., 5. teden je tako, zakaj jaz to delam? Tako, kot si rekel, tudi če si na začetku postaviš jasno namero, takrat, ko postane težko, si rečeš, jaz ne bom več tega delala. Ne? In je v bistvu ta podpora tista, ki te pripelje do konca. In jaz vedno rečem, dejte si priložnost izkušnje, tudi če ste pozabili zakaj, tudi če vam ni fajn zdaj,
In pol na koncu se odločite, če je to za vas ali ne. To je ena možnost. Seveda pa lahko vsak sam poskusi tudi doma z neko vodeno meditacijo. Ti jih imaš tudi na svojem. Ja, bom dal tudi dol povezave, 10 minut ne imam. Ja. Tako, pa tudi mi na Društvu za razvijanje čuječnosti imamo ogromno enih meditacij. Imamo pa tudi enkrat na mesec v živo online brezplačno vodeno meditacijo, ki so različne tematike. No. Tako da, ja. To je super, najbrž te posnetki in to za probat, ampak ponovadi se pojavijo neka vprašanja. Pa ideja, da to ni zame, to je hitro lahko. Ali pa kaj pa če me srbi, kaj pa če je to, kaj pa ono. In takrat je super, če imaš nekoga, ki te podpre zagotovo. Jaz imam tudi več knjig, ki jih imam zelo rad, ampak ena, ki mi je zelo ostala v spominu, je ta Najdi v sebi, oziroma Search Inside Yourself je po angliško. Čigava pa? To je pa Chade Meng Tan je avtor, on je bil Google inženir. Zato je Search Inside Yourself, najdi v sebi. In je toliko simpatično napisana knjiga, ker on je tak, mal se je opisal kot mal tak asocialc, inženir, pač da bolj v številke, kot ljudi verjame, in on je šel na to raziskovanje čuječnosti in tudi v kontekstu sporazumevanja in inteligence čustvene. Zelo lušna, zraven še ilustracijami, dostopna, tudi prevedena, tako da jaz to vedno zelo rad pokažem in priporočim in imam jo doma čisto počučkano in to za danes sem neki istočnici tam povlekel. Kaj pa ti bi kakšno knjigo še priporočila, tako, če te vprašam še? Ni treba, da sploh o čuječnosti, ampak čisto iz glave. Ja, v bistvu sem razmišljala o knjigah in seveda je ta, ki je prevedena od John Kabat-Zina, kjerkoli si že tam. Sicer jaz bi priporočila bolj originalno angleško ravno verzijo. Sem rekel, da sem hotel vprašati, če se strinjaš s tem naslovom, ker se mi zdi, da že naslov malo narobe preveden. Ja. Jaz bi rekel, kjerkoli si, kamorkoli greš, tam tudi si. Ne si že tam, ki implicira nekaj, hitro si pač na okronje. Everywhere you go, that is where you are. Everywhere you go, there you are. Ja, tako, tam tudi. Tako da, angleška ali pa prevedena, no, meni se tudi zdi, prav to sem se isto kot si rekla. Mislim, ker sem prebrala obe in sem tako bila pri kakšnih prevodih. Ne, ampak, no. Ker čuječnost je vendarle neka znanost, oziroma stroka. Ne se mi zdi, da moraš malo vedeti, tudi ko prevajaš, moraš nekako, tudi ko prevajaš, ne vem, kemijo. Ja, mislim, lahko rečeš umirjanje ali pa koncentracija ali pa fokus in je čist lahko zgrešeno, pa je beseda zelo podobna. Ja, Kabat-Zin je sploh super. No, ampak ja, če se vrne k temu, kaj bi jaz predlagala in ni treba niti te čuječnosti, čeprav zame je, mi je res v ospredje prišla niti ne knjiga, ampak pesnica Mary Oliver. Mary Oliver. Ja, si že slišal za njo? Ne, veš, da berem kar dosti poezije, ampak bom z veseljem preveril. No, ona je z mano že res 12 let, 10 let, no, in njena poezija je tako čuječnost. To je to. Ena knjiga je tudi prevedena v slovenščino, mislim, da je Zakaj se zbujam zgodaj. Why I Wake Early v angliščini, upam, da sem prav povedala prav. Ampak ja, no, njena poezija je tako, če bi že kakšno knjigo bi prav njeno izpostavila. Mogoče je to prevod slovenščini, no, ampak drugače pa njeno poezijo. Super. Ja, mislim, da so bila relativno izčrpna, jaz upam. A je še kaj, kar se ti zdi, da bi lahko omenila, da ne bom rekel, da sva zgrešila kaj pomembnega? Ne, zdaj mi nič takega ne pade na pamet. Super. Ja, to bom vzel kot dober znak. Ja. Hvala lepa, Eva, za pogovor. Ja, hvala tebi za vabilo in za pogovor. Z veseljem in hvala vsem, ki ste, ne bom rekel, zdržali do konca, kot da je bila muka, ampak ki ste bili z nama in seveda se slišimo spet naslednji mesec. Adijo.